Kaj je namen projekta Profil za gradbeno panogo in še posebej za člane GZS? Namen projekta Profili je čezmejno sodelovanje slovenskih in italijanskih podjetij na področju gradbeništva. Fokusirali pa smo se na javno-zasebna partnerstva, to se pravi gradnja projektov povezana z javno-zasebnimi partnerstvi. To so projekti, ki so v tem trenutku prav gotovo še posebej zanimivi v Sloveniji. Te prakse še ni toliko, da bi lahko rekli, da je to neka razširjena oblika sodelovanja, vendar pa v teh kriznih razmerah, v katerih smo, je prav gotovo to ena dodatna možnost, da se poveča aktivnosti na področju gradbeništva, ki so v Sloveniji že izjemno nizke. Torej, čezmejno sodelovanje v gradbeništvu ni posebej običajno, gradbeni trgi so ponavadi v Evropi precej zaprti, tukaj pa poskušamo narediti prodor tudi na tem področju. Rezultat projekta Profili bi bilo povezovanje podjetij na skupnih projektih in pa tudi priprava nekih navodil oziroma mogoče celo bi rekel že poskus izdelave nekega priročnika za javno-zasebna partnerstva na področju gradbeništva med Slovenijo in Italijo. Gre pa predvsem seveda za te obmejna področja, sodelujejo italijanske obmejne regije in pa tudi slovenske obmejne regije. Čemu je namenjen današnji posvet? Današnji posvet je pravzaprav namenjen osvetlitvi javnih zasebnih partnerstev z različnih strani, z različnih pogledov, zato da se tako predstavniki lokalnih skupnosti kot i podjetja seznanijo, kaj jih pri tem vse čaka, na kaj morajo biti pozorni, pa tudi seveda kakšne so prednosti teh oblik sodelovanja. Projekt Profil je eden izmed čezmejnih projektov Italija-Slovenija, predvsem z poudarkom na gradbenem sektorju. Zdaj v projektu Profili sodelujejo tudi 4 slovenski partnerji, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Sežana, Gospodarska zbornica in ZAK. Namen je pa predvsem tega projekta predstaviti oziroma pripraviti eno platformo, informacijsko stičišče, kjer se bodo srečevali tako ponudba kot povpraševanje in pa razvijali projekti na področju gradbeništva s poudarkom na javno-zasebnem partnerstvu. V okviru projekta smo slovenski partnerji v zadnjih 2 mesecih izpeljali tudi nekaj okrog 20 fokusnih skupin in sicer razgovorov z javnimi inštitucijami, predvsem z občinami na področju Primorske in pa okolice Ljubljane in prišli do nekih skupnih zaključkov, ki jih lahko na kratko povzamem v tem, da se dokaj strinjamo, da je zakonodaja na področju javno-zasebnega partnerstva dokaj komplicirana, kompleksna, zato se tudi občine in javni partnerji poslužujejo raje, če je mogoče javnih naročil ali kakšnih drugih bolj enostavnih oblik, da je seveda interes javnega in zasebnega partnerja nekoliko drugačen, tako da so na začetku potrebna velika usklajevanja, veliko komunikacije, da nam na tem področju tudi primanjkuje v Sloveniji dobrih praks in tudi prepotrebnih znanj, da se potem ti projekti izpeljejo do konca. Dejstvo pa je, da je tudi javni sektor vedno bolj podhranjen, finančno podhranjen, tako da bo javno-zasebno partnerstvo mogoče tudi zaradi tega postalo bolj pomembno oziroma se bolj razvilo tudi v Sloveniji in ena taka platforma, kot bo recimo produkt tega čezmejnega projekta, je bila s strani udeležencev teh fokusnih grup pozitivno ocenjena, če bo le vsebovala vse potrebne informacije, ki so potrebne, da se potem taki projekti javno-zasebnega partnerstva tudi dejansko v praksi izpeljajo. Od projekta Profili si obetamo neke nove priložnosti za obrtnike in podjetnike, namreč glede na to, da sama branža gradbeništvo ni na najboljši situaciji in položaju, pričakujemo, da bomo tudi s tem projektom nekako poskušali vzpodbuditi kakšno investicijo, in s tem tudi najti neko priložnost za kakšnega obrtnika, podjetnika, da vidi recimo tudi v tem kakšno svojo priložnost za soinvestitorstvo ali pa recimo za samo tudi lastno investicijo.
Kaj pričakujete od današnjega posveta? Na današnjem posvetu pričakujemo, da bi se izkresala recimo tudi določena mnenja, da bi nekako dobili tudi feedback od podjetij, udeležencev. Verjetno pa, kot smo že zaznali pri samih razpravah po občinah v okviru teh fokusnih skupin, bo izpostavljeno tudi precej problematike na tem področju javno-zasebnega partnerstva, ker kot ugotavljamo, javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji je še kar precej neznanka oziroma ni nekih zelo dobrih izkušenj še na tem področju.